Dobar dan, dobrodošli na redni novinarski konferenci Ministrstva za zdravje. Danes bi obdelali kar nekaj tem, in sicer gradnje urgentnega centra, delovanje ministrstva na področju zdravil, zakon o pacientovih pravicah, ponovljen razpis na nevrološki kliniki, sestanek s predstojniki kliničnega centra, ki smo imeli prejšnji tedno, in pa za na konec predsedovanje Evropske unije. Prosim, kar ministrico Zofio Mazej-Kukovič. Lepo pozdravljeni v teh decembrskih dneh. Upam, da imate kak dan časa ali kako uro časa misliti tudi na kaj lepega, tam pred novim letom in okrog tistih praznikov. Jaz pa bi vam želela danes res na kratko predstaviti tiste aktualne teme, ki jih seveda nas manjka. Za začetek pa en stavek, ki sem ga prečitala v sobotni prilogi, ki ocenjuje delo ministrov, predvsem ministrice za zdravje, in pravi, da je nepredstavljiva degradacija tega, kdo vodi ministrstvo za zdravje, pa tudi ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. In ocena je, sedaj se nič ne dogaja, novi ministrici nista sposobni ničesa sestaviti in izpeljati, njune naloge prevzema minister Virant. Samo toliko za uvod, ker pač vi presodite, koliko smo sposobni kaj izvajati, koliko smo sposobni delati, ampak vsekakor vam povem, da moraš se zelo držati skupaj, da po vseh teh res 24-urnih dnevnih aktivnostih potem prečitaš, da se ne dogaja nič. No, in to, da pa ocenjujemo drugega Slovenci bolj potem, da smo nesposobni, pa tudi mislim, da je ni čist prav, da včasih bi vendar lahko stvari pogledali, tudi z kakega pozitivnega zornega kota. Države pa se spopadajo tako rekoč z tem, kako se organizirati znotraj danih resursov. V predsedovanju še enkrat, omenila sem to že zadnjič, ampak vendar naj dam poudarek na to, da je rak tista vodilna tema, ki se bo prepletala skozi kar nekaj 10 dogodkov, ki bodo v tem času, in predvsem je najpomembnejša ta konferenca v raku februarja, ki bo na Brdu, in pa neformalni svet ministrov, ki bo aprila tudi na Brdu, in pa formalni svet, ki bo junija v Luksemburgu. Da bodo imeli priložnost naši strokovnjaki tudi pokazati in seveda tudi skupaj z sodobno opremo, z sodobnimi metodami, ki jih imamo na področju predvsem onkologije, da se bodo lahko izkazali in s tem dvignili ugled tako medicinske stroke, kot pa tudi seveda naše države. Denis Arkič Vest, gospa ministrica, mislim, da sem tukaj eden izmed manjših moških, mislim, pa vseeno mora biti, vas bo pomirilo, da je gospod Hribar Tine filozof, kot prvo vprašanje, seveda. Kaj ste si zaželeli za Dedka Mraza ali za novo leto oziroma za Božička, če ste slučajno že tudi morda to željo komu napisali? V bistvu me pa zanima, glede tega, kar ste na začetku govorili, glede Tineta Hribarja, kaj ste pa vi kot ministrica že zakoličili kot ministrica, ne pa tisto, kar v bistvu morate vse reševati nazaj za ministra? To, kar sem zakoličila in to, kar počnemo, je bilo predstavljeno na zadnji tiskovni konferenci, tako da ne bi ponavljala, boste ocenili, ali je to dovolj, ali je premalo, ali je preveč. Kaj pa si želim za Božička in za novo leto, si pa želim več zadovoljnih izvajalcev zdravstvenih storitev in več zadovoljnih pacientov.
Hvala, naj pri tem vprašanju tudi ostane. Hvala, da ste prišli.